Ob obisku v podjetju vidite, da so odnosi zelo napeti. Podjetnica, ki je na sestankih z vami zelo prijazna, se s svojimi zaposlenimi pogovarja zelo osorno in izrazito uporablja pozicijo moči. Nekajkrat tudi dvigne glas in direktno užali enega od zaposlenih. Kaj pa zdaj? A to se še dogaja? Vse. Ja. Nacionalni šport. Ja. Kaj lahko naredite kot mentor? Radom, ki je prej omenil, pač napir moraš iti. Ampak tako, Ja, malo pa- težji. Ja, ta je težji, zato ker moraš med vrsticami povedati, ker ena takale podjetnica ali pa podjetnik, no, takega karakterja bo zelo težko direktno povedano sprejel. Da, to je kar umetnost, no. Po moje pa kar direktno poveš tukaj. Da en odnos do ljudi pa pač mora biti, tukaj pa sploh ni nobenih kompromisov, ne, verjetno. Tukaj pa direkt poveš, pa mine pol lažje, ko spiješ tisto pivo do konca. Kaj je to direktno, da spijete pir, pa rečeš, tole si bila pa res biči. Ja, exactly. A ti se vedno tako pogovarjaš s svojimi zaposlenimi? Še dober, da to... Da te kdo ne toša, ne? Da kdo pač ne da kakšne tožbe proti tebi. Prenašajo, ker si ne predstavljam, da bi bilo tako recimo pri nas. Tako da... Kaj je tukaj dvorni norec, jaz ful ne razumem, zaradi tega, ker jaz bi šla tako literally povedati legal consequences tega, če ti pač kdo rukne tja neki za mobbing, pa kva se bo govorilo o tvojem podjetju kot employer. Jaz bi šla pač delati realization tle. Ne, boste razumeli, zakaj dvorni norec. Ker dvorni norec je bil edina funkcija na dvoru, ki je lahko kralju direktno v ksiht povedala, kaj dela narobe, brez da bi tvegala, da bo kaznovana. Okay? In jaz tukaj mislim, da je ta funkcija dvornega norca kot nekoga, ki dela v podjetju, mislim, ta norec naj vas ne zavede, to je bila zelo resna funkcija. Ne? Ti si lahko njemu rekel in ga direkt v glavo mu razlagal, kaj ni v redu. Tukaj ta case je ekstremen, ta case je toliko ekstremen, da bi lahko šel kaj v tist del noge. Ampak jaz ti kot mentor vedno vzamem pravico ali pa mislim, da imam mandat za to, da človeku povem direktno to, kakšen v resnici, torej mu postaviš ogledalo in imaš pravico o tem govoriti. Ful velikokrat so mentori edini, ki jih podjetnik, ki jim dovoli to in sliši to. Okay, ampak predvidevam, da to narediš na 4 oči, ne pred zaposlenimi. Vedno, absolutno. Nikoli se ne soočiš z njim direktno pred zaposlenimi in tako naprej. Ampak imaš pa kot mentor za mene mandat, da to narediš. Ne, ker je to lahko tudi en del, mislim, tukaj se loči, eno je, da mu ti poveš, kaj ni okej, ali pa kaj si opazil. Druga stvar je pa, da priješ do tega in rečeš, lej, to je pa šlo toliko daleč, da jaz takole ne bom več naprej delal. Jaz sem delal z enim podjetjem, ki je imelo de facto sužnjeno lastništvo. Člani družine so že 2 let delali po 8 ur na dan, brez da bi dobivali plačilo. Mislim, da je bilo podjetje dovolj dobro finančno stoječe, da bi jim dalo. In jaz, ko sem prišel po obisku, sem rekel, lej, če vi ne boste zdaj fotra začeli plačevati, jaz nam več za vas nič več del. Ja, to sem hotel samo Rok dodati, ne? Je pa res, da dvorni norc je kralju ni tako direktno povedal, da je zmeri z izbranimi besedami povedal kralju, vsaj kakor dvorne norce prikazujejo, pa kakor. Zaradi tega je pa imel glavo, ne? Ja, ker mislim, dvorni norci so bili zelo modri ljudje. In zato sem jaz rekel, da je treba med vrsticami znati povedati komu, zdaj pa odvisno na koliko osebni ravni, a ne si s tem podjetnikom. No, ampak jaz mislim, da imaš kakovost in mentorski odnos, kadar si lahko dovoliš njemu bolj ali manj direktno povedati tudi stvari, ki jih on noče slišati. Ja. In te on zaradi tega ne kaznuje ali pa odpusti ali pa neha s tabo delati. Ne? To je ta stvar. Jaz mislim, da dolžnost vseh mentorjev mora biti vzpostavljanje tazga okolja, pač poslovnega, ki je okej. Pač, jaz se čisto gladko zavedam, pa verjetno se tudi vi vsi, da verjetno je več nepravilnih podjetij uspešnih, kot pa pravilnih podjetij. Pa pod pravilne podjetje se jaz predstavljam tista, kjer se ljudje dobro počutijo. No. Pač ni nujno, da sam tam, kjer se ljudje dobro počutijo, da je tisto podjetje uspešno. Pač niti približno. To je samo odločitev, kakor jo sprejmeš. Zdaj pač živimo v takem cajti, kakor je vsaj ne mogoče to bolj blizu, no, da delamo prijazna podjetja. No. Se strinjam. Ok, ampak ta funkcija, jaz če bi mi mogel enkrat
če bi mogel vse te mentorske vloge reči, kjera se meni zdi najpomembnejša, je v resnici tale. Ja. Biti nekdo, ki je tam, ki pač mu govori, mu lahko reče karkoli brez tega, da in ga posluša v resnici. Ker to, pomislite, kakšni teli zelo ego podjetniki to zelo težko pustijo komorkoli karkoli reči na zraven. Tako da, ja. Okay. Jaz se res strinjam s to, ker takoj, ko si ta case povedal, sem se spomnil na to, pa sem pa videl, da je res dvorni norc. Predvsem v tem smislu, jaz sem en primer, ko sta mož pa žena, pa je to malo težje, ampak je ful bolj zabavno, pa moraš malo, tudi kaj pa iz partnerstva prineseta v biznis in pa jaz to včasih se to čuti, včasih ne, pa kakšno foro, pa to, da se malo sprostijo, pa ko zadiha, zdaj pa gremo, to. Ja. Točno to, mislim, steber / dvorni norc. No. Tako.